Lepo pozdravljeni, gledate Kajak Kanu magazin, pravkar se je začela tretja oddaja 5. sezone. Začenjamo v Tacnu, zaključek pa je predviden na drugem koncu Ljubljane na Livadi, kjer bo povratni obračun dveh letos že odlikovanih posadk. Vendar pa tokrat ne gre za naslov svetovnega prvaka, ne gre za zmago v svetovnem pokalu, tokrat gre za prevlado v prestolnici. Simon Hočevar in Blaž Cof, druga z letošnjega svetovnega prvenstva v sprintu, imata pripravljeno taktiko, s katero želita že na prvi preizkušnji priti do prednosti. Vsaj minimalne, saj se zavedata, da bodo odločile malenkosti, najbrž kar dnevna forma. Morda najpomembnejša preizkušnja v vaši karieri? Ja, tole me kar malo strah, nisem se veliko takole vozil, ampak vse enkrat prvič. Blaž je precej napet, kako se vam zdi vse skupaj? Se bo že sprostil, tako malo mrzla voda špricala. Kakšno je počutje pred tako pomembno preizkušnjo? Napeto, živčen sem na vrhuncu. Vložek je gromozanski? Ja, je kar precejšen. Tole pa sta tekmeca, Peter Žnidaršič in Luka Žganjar, skupna zmagovalca letošnjega svetovnega pokala v spustu. Tokrat gostujoča posadka, saj prihajata z Ljubljanice, kjer bo na sporedu povratni dvoboj. Delujeta zelo umirjeno, kakšna je vajina taktika? Jaz mislim, da na vodi bo pokazala šele kva znava. In zdaj pa ni skrbi pred štartom. Zdi se, da je vajina forma v vzponu tempirana prav za današnjo preizkušnjo. Ja, seveda, na to so se pripravljala že mesece. Sezona so skoncentrirala na tole. Ima nasprotnik kakšno šibko točko oziroma kje je vajina prednost danes? Ja, midva so se definitivno pripravljala za to, ampak v bistvu ne vemo, no, mislim, če takem se še nikoli nismo preizkusili. Smo tik pred startom, Matej Trampuš je odgovoren za regularnost tekmovanja. Samo kratka izjava, prosim, kakšna so pravzaprav pravila te tekme? Pravila smo prikrojili tako, da bo tekma majčkeno bolj zabavna, in sicer, da bo dvoboj, naredili smo tako progo, da bo prišlo do tesnih duelov, nekako bolj na nož bi rekli, sodniki bodo spremljali, če bo vse pač regularno, ampak upajmo, da bo zmagal najboljši in da vsi preživijo. Hvala lepa, čas nas priganja, da ne zamudimo začetka tekme, se s kamero kar preselimo na start. Nisem pričakoval, da bo tako zanimiv. Rampa je bilo zelo tako, res skup head to head, ampak pol v drugem delu, ko se teli mini rafti napolnejo z vodo, se praktično ne premakne nikamor. In to se je pol tudi videli v ta prvi roli, da ne naprej, ne nazaj ni šlo. Pa smo čakali, da nas bo nekako ven vrgli in pol naprej. Ampak ko enkrat ta čovek napolnjen z vodo, ga je zelo težko kontrolirati in sploh v taki veliki vodi, ki je danes bilo Tacno, je bilo zelo zanimivo. Tudi zadnji del je kar precej težek. Težje je kakor s kakšnim tekmovalnim čovnom. Je bilo tudi kaj držanja ali ste čakali samo, da voda stori svoje? Ne, jaz sem malo držal tistim čovnom, da bi mogoče se kaj premaknil, sam ni šel na kamero. Še vesel sem minuto red, sam držal vesel v roki in to je to. Že do prve role se mi je dvakrat zdelo, da je tekma odločena, enkrat v njuno, potem še v vajino korist. Pa temu ni bilo tako. Kako nastanejo sploh te nenadne razlike? Ja, tle je divja voda in lahko se zgodi karkoli nepričakovanega. Malo te toliko odnese, malo kontra toliko prime, pa je takoj razlika. Je bilo v roli vse korektno strani tekmecev? Ja, je bilo. Mislim, da ste se poskušala ostati na vrhu in zato ste se naj operela. Velika sila vode, nismo pričakovali tazga razpleta. Ja, pravi rodeo, ne? Ja, res rodeo. Prehtevati je dosti težko, ampak dobro, naslednjič. Cof in Hočevar sta torej v vodstvu po prvem delu dvoboja. Vendar pa nič še ni odločeno, saj je pred nami še povratni obračun. Na drugem koncu mesta, na drugi reki in v povsem drugačnih razmerah ob koncu oddaje. Zato seveda ostanite še naprej z nami.
Priti do mesta v slovenski mladinski reprezentanci ni enostavno. Nič lažje kot v članski, saj tudi tu odločajo rezultati izbirnih tekem, na podlagi katerih se sestavi ekipa za svetovno in evropsko prvenstvo, ki sta pred vrati. Meni ni tak problem bilo, ker sem vedel, da zmorem priti v ekipo. Je pa bilo zdaj zaradi tega, ker je bilo en mesec je bilo premora in po moje zadnja dva zelo, ko se borita, sta bila kar živčna. Pa tudi treningi so mogli biti prilagojeni, tukaj cajta del, da si hiter in je mogli biti kar naporni. Ja, jaz sem že lani bil prvič mladinec, prvo leto in sem že lani nekako občutil ta pritisk izbirnih tekem. Samo letos, ko sem imel možnost reprezentancev, sem se res potegoval za njo. Je bilo pa še tako hujšno, sem res tudi psihično pripravil čez zimo pilil, da sem bil čim bolje pripravljen na štarte za tekmo. Pri nas je zelo močna konkurenca. Smo tudi prijatelji, kar je zelo škoda, se moramo potem en drugega dobesedno metati ven iz ekipe. Naprimer pa lansko leto je bil Rok Markočič uvrščen v mladinsko reprezentanco. Letos se mi zdi, da je končal na 5. mestu. Jaz in Niko sva po mojem največ napredovala od lani. Sva bila 3. in 4., še ne vemo kako. Žan Jakše je končal na 6. mestu, lani je bil 4. Zmagal je tudi prvo tekmo v Tacnu. Bil med 3 tudi na ostalih tekmah, ki so potekali letos, tako da je bilo zelo izenačeno. Tudi zmagovalci se mi zdi, da so bili Niko Testen, Vid Karner, Martin Srabotnik za zadnjo, Niko Testen še enkrat in je možnost, da se tudi navrsti v reprezentanco z 2 zmagama. Zadnje izbirno sito so bile kvalifikacije prve letošnje tekme mladinskega evropskega pokala. Novo nastale serije tekem, katere premiera je bila v Solkanu in bo v nadaljevanju obiskala še Krakov, Augsburg, Bratislavo in češke Buđejovice. Mini svetovni pokal je ideja evropskega podprvaka iz leta 1996, Slovaka Miroslava Stanovskega, ki seveda ni manjkal na otvoritveni preizkušnji. The rules are similar like adults World Cup. We have the same point system. From these 5 races, we will count the best 3 races to the overall results, and then we will get the overall winners. V Solkanu se je zbralo več kot 200 tekmovalcev iz 9 držav, ki so vsi po vrsti prišli do novih mednarodnih izkušenj. Vid Karner, ki je v Solkanu končal na 2. mestu, za klubskim kolegom Martinom Srabotnikom, je že lani nastopil na evropskem in svetovnem prvenstvu, ki sta bila zanj uspešna in tudi poučna. Naučil sem se recimo na evropskem prvenstvu, da ne smeš imeti treme, ker trema te bo uničila. In v evropsko prvenstvo me je sigurno nekaj naučili in zdaj lažje nastopam na 2 večjih tekmovanjih kot pa lansko leto. Kako se znebiš treme? Kakšno tehniko imaš? Ja, jaz si rečem, da pač jaz se stavim za užitek, rezultat je pa pol neki pač zraven, kar pride. Se ne obremenjujem glih s tem. In pomaga? Pomaga. Kaj ti narediš, da se znebiš treme? Probam čim manj pravzaprav premišljati o tekmi, pred štartom tudi ne ponavljam ves čas progo, probam sprazniti si glavo in sam štartati s prazno glavo in napadati, brez pa da razmišljam, tam moram levo, tam moram desno, ker pol jaz sem preveč živčna in se ne izteče dobro. In kako ti to narediš? Ne vem, jaz se čim več prej pogovarjam, se zafrkavam in enostavno probam misli nekako drugače usmeriti, kakšno drugo stvar, zato da majčkam pozabim, da je sploh tekma, pol pred štartom 2 minute se pa zresnem in štartam. In pol v 2 minutah tudi ne rataš tako živčen, tako da je v redu. Več je pomembnih tekem, lažje je obvladovati tremo. Finančno breme udeležbe na seriji mladinskega evropskega pokala pa nosijo klubi, ki svojemu podmladku želijo omogočiti čim več tekem. Standard je nekoliko nižji kot v svetovnem pokalu, a se nihče ne pritožuje. Kar se tiče mlajših kategorij, so pa načeloma vsi tako po šatorih kampirajo in je pač odvisno pol od njih, kako to speljajo. Tudi mi, sigurno, kar se tiče priprav okrog, se bomo poslužili tazga načina, ker je to pač po eni strani finančno najbolj enostavno, po drugi strani pa za najmlajše to res doživeti in
in je to mogoče idealna prilika, da na tak način speljati zadevo. Cilj najbolj ambicioznih športnikov in športnic pa so seveda velika tekmovanja. Vse ostalo pa predvsem nabiranje izkušenj. Letos, za letošnjo sezono smo si kar zadali cilj, da izkoriščamo tele velika tekmovanja mednarodna v tujini. Smo tudi zelo okoli hodili, od Francije, Italije, Slovaške do Slovenije, pač Solkan, Tacen, še na Kolpo smo šli. Tako da v bistvu smo letos kar zelo tekem, smo hteli biti večino časa v tekmovalnem ritmu in da sploh vidimo, kako se pripravimo na svetovno in evropsko. Cilj za letošnjo sezono je pa sigurno medalja na svetovnem prvenstvu. Mislim, da če sem bil lansko leto 4., moram se to braniti, če ne nadgraditi tega. Pa seveda kakšna moštvena kolajna, to tudi ciljamo na to. Držimo pesti za slovensko reprezentanco. Svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov bo sredi meseca gostil slovaški Liptovski Mikulaš. Evropsko prvenstvo za isti kategoriji pa bo v francoskem Bourg-Saint-Mauricu na sporedu v začetku avgusta. Čas je za nove lekcije iz barvnih vesel in potem, ko smo v prejšnji oddaji poglobili znanje o morskem kajaku, bomo tokrat isto storili tudi za kajak na mirnih vodah, Grega. Ja, tako je. Pogledali si bomo novo disciplino, naj te pa ime ne zavede, čeprav se imenuje kajak na mirnih vodah, zadeva ni tako mirna, na koncu je precej divja, gre namreč za tekmovalni šport in vstop kajakaša v sistem tekmovanja preko sistema barvnih vesel in pa seveda vsaka napaka ga nekaj stane, zato je treba graditi od začetka in temeljito. Znova bomo delili modra, rdeča in pa črna vesla, tokrat pa je z nami tudi prav poseben gost. V pomoč nam bo namreč Matic Klobučar. Živjo Matic, srebrn s pravkar končanega Evropskega mladinskega prvenstva, ki bo danes predstavljal nekakšen ideal kajakaša na mirnih vodah. Ja, tako bomo imeli na vodi pravzaprav 3 range tekmovalcev oziroma vodečih in bomo demonstrirali od modrega preko rdečega do črnega vesla in si pogledali tudi razlike pri sami izvedbi teh vsebin. Pogledali si bomo prvo tehnično prvino, to je štart, primerjali pa bomo lahko samo izvedbo med modrim, rdečim veslom na sredini in pa črnim veslom na desni strani. Ready, set, go! Tako, razlike se naredijo že takoj pri mirnosti kajakaša na samem štartu. Posledično so zaveslaji, vsaj prvi zaveslaji, bolj odločni, bolj natančni, hitrost se povečuje, vse do tekmovalne hitrosti, ki je seveda pri boljših kajakaših večja. Tole pa je že druga tehnična vsebina. Gregor, zakaj gre? Predvsem za ravnotežje, ne? Da, to je prva vaja ravnotežja in sicer gre za veslanje z nogami v vodi. To začetniku olajša prvi kontakt z vodo in pa tudi dobra vaja upora. Mislim, da so tudi tukaj razlike zelo očitne. Matic je za črno veslo, njegov mlajši brat za rdeče. Kaj pa dekleta? Tudi zelo lepo, ne? Dekleta tudi nekje med modrim in rdečim. Mogoče se pa vidi pri Maticu zelo mirna izvedba. Manj zaveslajo v minuti in pa veliko bolj močni. Pri naslednji vaji Grega pa ne bomo videli primerjave. Gre pa za nekakšen hibrid veslanja in pa ene izmed atletske discipline. Ja, to bi bil met kopja, gre seveda za met vesla in veslanje z rokami pon. Mogoče na prvi pogled banalna vaja, za začetnika pa zelo dobra vaja ravnotežja, saj kar naenkrat ostane brez vesla in si mora pomagati z rokami. Videli smo, kako je Matic opravil svojo nalogo za črno veslo, tole je bila nekakšna primerjava verjetno za modro, potem pa bomo videli še nekaj, kar pa še ni vredno modrega, zato da si tudi gledalci lažje predstavljajo, kako zahtevna naloga je to. Ja, videli bomo, kako je nalogo opravil Jakob, je pa nehote prikazal spet eno drugo vajo in sicer praznjenje čolna.
Tole pa je že naslednja vaja. Gregor, na prvi pogled ne zgleda nič posebnega. Zakaj gre? Gre za veslanje z narobe obrnjenim veslom, pri čemer namesto pravilnega položaja veslo obrnemo za 180 stopinj in s tem pridobi čisto druge lastnosti, še lažje zdrsne pod čoln in seveda je to potem bistveno težje. In vse skupaj ni tako enostavno, kot bi si kdo mislil, ne? Ne, ni. Pravzaprav kogar zanima ali ne verjame, lahko to mirno poskusi. Veslanje s takim veslom je bistveno zahtevnejše kot z navadnim veslom. Kaj pa je tole? Se takole preverja ročni pogon? Tako je, to je veslanje z rokami. Vidimo premikanje naprej, nazaj in pa bočno. Gre spet za preizkus sposobnosti, da kandidat pravzaprav ostane v čolnu in pa da se čoln premika v želeno smer. Kaj nam sedaj še ostane? Veslanje na valu, ne? Ja, zdaj nam ostane veslanje na valu, gre pa za to, da kajakaš, ki zaostaja, ujame val spredaj vozečega kajaka in na tak način pravzaprav jezdi na njegovem valu, sistem olajša. To bi lahko primerjali z vožnjo v zavitrini pri kolesarjih. Videli smo zanimivo primerjavo nivojev znanja kajaka na mirnih vodah. Grega, kaj nas čaka v naslednjih oddajah? Čaka nas ena od disciplin na divjih vodah. To bo ali kajak na divjih vodah, slalom in spust ali pa mogoče prosti slog. Kje se dobimo? Na Brzicah. Dobro, in znova bomo delili modra, rdeča in pa črna vesla. Jaz mislim, da previdnost nikoli ni odveč. Kaj se odpre? Je dvakrat zihar. Toliko se spomnim, zdaj pa ne vem, dvakrat. Iz dupel, mislim, da iz zgornjih dupel. V mirnih vodah na 500 metrov, 500 pa na 1000 metrov. Simon Hočevar. To ste me že vprašali za London. Svetovni prvak, Estange, je bil olimpijski večkrat, Martikan pa svetovni. V kanuju. A moramo je C1, C2, C1. Je bil 2. Ej, Matic! Kdo je kapetan slovenske košarkaške reprezentance? Kdo? Lakovič. Je pravi, da Lakovič. A ja, Razinger, ja. Preselili smo se na livado, kjer je pred nami povratni dvoboj. Bitke za prevlado v prestolnici, kot poročajo mediji tukaj na jugovzhodnem delu Ljubljane. Razmere so povsem drugačne, pričakujemo pa lahko, da bosta gostitelja Žnidaršič in Žganjar, ki sta v zaostanku napadla na vso moč. Poglejmo njun tabor. Pred nami je druga preizkušnja. Kaj praviš, bo odločila fizična moč? Ja, v bistvu še niti ne vemo, kakšna bo ta preizkušnja, tako da ne vemo še. Se spominjaš tekme v Banja Luki, ko sta dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, tedaj sta prihitela ravno Hočevarje in pa Cofa in sicer za 61 stotink sekunde. Kako majhna meniš, da bo danes razlika? Najbrž za malo večja. Mislim,
Se pravi, ne vem, če zdaj če samo pomeril, sem premagala svoj šprintu, tako da tam so razlike res majhne. Sedaj že lahko poveš, kako težko je tekmovati z bremenom skupnega zmagovalca svetovnega pokala? Kaj pa vem, niti ne, se ne nosva neki na lovorikah, pač delava naprej. Se ti približno vsaj dozdeva, kaj vaju čaka sedaj na domačem terenu? Niti ne, nekaj zanimivega zihar. Cof in Hočevar takole preizkušata progo povratne tekme. Izkušnje so na njuni strani, v povprečju sta za dobrih 10 let starejša. Povedano drugače, ko je Simon Hočevar nastopil na svojem prvem svetovnem prvenstvu, so bili ostali trije še neznano kje. Simon, se spominjaš svojega prvega svetovnega prvenstva? Seveda. Katerega leta, kako je bilo? Članskega 91 dobovcev, zelo podobni kot letos, tako da se ga zelo uživo spominjam in še vedno zelo uživajo občutke, kar se tega tiče. Ja, in kako se ti zdi danes, ko tekmuješ s fanti in proti fantom, ki ti daj še niti rojeni niso bili? Ja, to sem se že neparkrat vprašal, ampak zaenkrat se še kar v redu počutam in še kar z veseljem to počnem, tako da mi je vesele in tudi take stvari, ki jih danes počnemo, so mi zelo zabavne. Blaž, kakšna pa je tale pozicija v čovnu? Tole se mi zdi dokaj nenavadno. Ja, ni čisto normalno, pač gledava en pro drugemu, tako da je malo drugače. Tudi za veslot je drugačen občutek, ker ne vesla nazaj in naprej, tako da treba dosti dobro ujeti. Ja, v katero smer boste potem šla? Naprej in nazaj. Vse je pripravljeno, povratni dvoboj se lahko začne. Kdo je torej glavni v prestolnici? Simon, kako nenavadna je bila tale dirka za tebe? Pa ja, v začetku je bilo kar malo težavno, ampak druga vožnja se že kar ujela, tako da je zanimiv. Tudi pa vidiš določene stvari. Tako da mogoče kdaj tudi za kakšen trening ne bo slab, da bi jih takole malo obrnil, malo pozicije, spredi zadnje pa naprej, nazaj. Šla sta zelo hitro, zdelo se je, da je vajen čas nedosegljiv, ampak potem sta tudi tekmeca odpeljala fantastično. Kako si videl njuno vožnjo? Ja, sta šla kar lepo, če bromina sta šla po moje še malo leš, ampak ima sta šla dobra. Se je tako zabava, tako da je luštno. Dosegla sta izjemen čas, še hitrejši kot predtem Blaž in Simon, ki nista verjela, da sta vidva lahko še hitrejši. Ja, presenetila je, ne. So pa zadovoljna, da so lahko na domačem terenu zmagale. Matej, čakamo na uradne rezultate. Kaj pravi tvoja štoperica? Ja, kakor smo videli v Tacnu, so zmagale izkušnje. Tukaj na mirni vodi s prirejenimi pravili mladost. Tako da jaz bi rekel kar izkušnje proti mladosti 1-1. Ja, kakšen je bil rezultat te druge preizkušnje oziroma razlika? Razlika je bila zelo majhna, kakor vidimo. Prva Simon in Blaž sta imela 42,9 čas, Luka in Peter sta imela 42,6, tako da 3 desetinke je na koncu ločilo. Zares samo nijanse. Moram pa te vprašati, namreč ni ostalo spregledano, da si ti trener Luke in pa Petra in nekateri namigujejo, da je bila ta proga postavljena nekako njima pisano na kožo. Ja, sej jaz zdaj lahko razkrijem. Mi smo bili zdaj na pripravah mlajših članov v Liptovskem Mikulašu za svetovno mladinsko in U23 prvenstvo in smo že cel teden malo razmišljali o tej tekmi in se pripravljali na njo in to so zdaj vidni rezultati. Prišli smo skoraj do konca, čestitke obema posadkama, sami pa se odločite, katera je v vaših očeh glavna v prestolnici. Tekmovanje je bilo zanimivo, morda se celo prime in bomo v prihodnje videli serijo podobnih dvobojev, kot je bil današnji. Naslednji Kaja Kanu magazin pa bo na sporedu drugi torek v mesecu avgustu.